V Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica je v petek potekalo letošnje srečanje jubilantov in inovatorjev skupine Impol. Kot vsako leto se je vodstvo podjetja na svečanem dogodku zahvalilo jubilantom, ki praznujejo 10, 20, 30 ali 40 let zvestobe Impolu. Inovatorji leta v posameznih družbah, letos jih je 20, pa so prejeli posebna priznanja. Zbrane je nagovoril glavni izvršni direktor skupine Impol Andrej Kolmanič. Dogajanje je popestrila tudi pevka Ditka. Volivci so na nedeljskih 3 referendumih odločili, da zakon o vladi, novela zakona o dolgotrajni oskrbi in zakon o RTV-ju obveljajo. Neuradni izidi glasovanja na referendumu o zakonu o RTV Slovenija kažejo, da je za zakon glasovalo 62,80% volivcev. Nekaj manj oziroma 62,18% volivcev je podprlo spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi. Za novelo zakona o vladi pa je glasovalo 56,65% volivcev. Volilna udeležba je bila 42%. V volilnem okraju Slovenska Bistrica volivci niso podprli novele zakona o vladi. Proti je glasovalo 52,35% volivcev. Za zakon o RTV Slovenija je glasovalo 53,31% volivcev. Spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi pa je podprlo 52,53% volivcev. Volilna udeležba je bila 39,56%. V gradu Slovenska Bistrica so minuli ponedeljek odprli razstavo z naslovom Cvetovi ustvarjanja v jeseni življenja, ki sta jo pripravila Medobčinska zveza društev upokojencev Slovenska Bistrica in Društvo upokojencev Slovenska Bistrica. Delček svoje raznolike ustvarjalnosti predstavlja 85 razstavljavcev iz 14 društev. Zbrane so nagovorili predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Slovenska Bistrica Stanislav Skubic, predsednik Društva upokojencev Slovenska Bistrica Gabriel Citauer in podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica in mešani pevski zbor Kud Bojan Sinič Laporje. Razstava bo na ogled do 14. decembra. Prišel je december, najbolj prazničen in najbolj čaroben mesec v letu, ki ga bodo letos ponovno zaznamovali številni dogodki. No, in ti bodo potekali po vseh krajih naše občine. Še posebej zanimivo in pestro pa bo v mestu Slovenska Bistrica. Dogodke, ki bodo potekali na Trgu Svobode, so predstavili na novinarski konferenci, ki je potekala v sejni sobi Razvojno-informacijskega centra v Slovenski Bistrici, in več o dogodkih v nadaljevanju Tomaž Pristovnik. Seveda se začne že ta ponedeljek ob 3:45 z prižigom praznične razsvetljave na Trgu Svobode, ki je letos bogatejša za nekatere elemente kot prejšnja leta. Več o tem mogoče gospodje iz komunale kasneje. Ob 5. pa potem se začenja otroški program. Seveda bo otroke v Bistriškem gradu obiskal Sveti Miklavž, podrobnosti kot rečeno kasneje Jana. V sredo 21. pa začnemo z prazničnim dogajanjem na Trgu Svobode, na Bistriškem prazničnem odru. V ponedeljek začnemo z božičnim sejmom. Na božičnem sejmu v dopoldanskem času se bo predstavili številni ponudniki, kot na primer ponujali bodo medene izdelke, suho sadje, zelišča in čaje, pester darilni program. Hkrati bo pa tudi v tem prvem delu že na voljo zanimiva gostinska ponudba. Vinarji bodo ponujali vino, še nekateri drugi ponudniki pa še kakšne druge zimske tople pijače. Nadaljujemo z božičnim sejmom do sobote, dopoldan, potem pa se v ponedeljek prične ta drugi del prazničnega programa. In sicer bodo na trgu nastopili številni glasbeni izvajalci. Dva odmevnejša termina sta že v petek 23. ker nastopi ansambel Stil, in pa v sredo 28. decembra, ko nastopi Nina Pušlar za svojo skupino. Veliki finale na Silvestrovo pa bo zaznamoval ansambel Zadetek in pester gostinski program.
Pestro in živahno bo tudi na otroškem področju. Poskrbljeno pa je tudi za prav posebno praznično razsvetljavo. Poleg obstoječe okrasitve, zdaj letos bo neka noviteta to, da bo na Trgu Svobode ob Rini cerkvi ena nova bučka, svetleča, krogla, zdaj ne vem, kako bomo to poimenovali, ker imena še nimamo. Gre za en kotiček, ki bo nastal kot neki fotosession kotiček za vse obiskovalce, za vse najmlajše. V atletski dvorani v Slovenski Bistrici je minuli četrtek potekal tradicionalni štajerski mnogobojček za otroke stare do 10 in 12 let. V skoku v daljino, v metu medicinke in štafetnem teku se je pomerilo okoli 150 mladih atletov in atletin iz 5 atletskih klubov. Vsaka ekipa je štela 4 člane, fantje in dekleta so tekmovali ločeno. Tekmovanje je izvedlo Atletsko društvo Slovenska Bistrica, organizatorji pa so se odločili, da vrstnega reda niso objavili, saj so želeli spodbuditi tekmovalni duh, občutek, da imajo vsi enake možnosti, da lahko tekmujejo. Po koncu tekmovanja so vsem ekipam in tekmovalcem podelili diplome. Sklepno dejanje ekipnega državnega prvenstva v judu je bilo v Slovenski Bistrici. Državni prvaki pa so postali judoisti Branika iz Maribora. Judoisti Branika iz Maribora so se na turnirju ekipnega državnega prvenstva v judu v Slovenski Bistrici veselili krstnega naslova državnih prvakov. Z naslovom podprvaka so se ovenčali gostitelji judoisti Impola, tretje mesto pa so osvojili judoisti Bežigrada. V izredno zanimivem 5-urnem tekmovanju so med 6 ekipami judoisti Branika zabeležili 5 zmag. Premagali so Ljutomer, Bežigrad, Slovenj Gradec, Šiško in v tesnem obračunu tudi gostitelje domači Impol in to z rezultatom 4-3. Odločilni dvoboj pa prav tisti zadnji, ko sta si v najtežji kategoriji nasproti stala reprezentanta Vito Dragič in Enej Marinič. Tokrat se zmage veselil Mariborčan. Res doživeli smo v neki euforiji, vsi smo dali vse od sebe na blazinah, vsaki borec je dal dušo na blazini, tu isto se je na koncu pokazalo, pa nam je uspelo biti končno prvič v klubski zgodovini državni prvak ekipni. V dvoboju z Branikom so posamezne zmage za Impol dosegli Štarkel do 60 kg s tem končnim prijemom, Bergant je zmagal v kategoriji do 81 kg, okrepitev v vrstah Impola, reprezentant Alen Vučina, sicer član judo kluba Oplotnica, pa v kategoriji do 90 kg. Judoisti iz mesta Aluminija so premagali Slovenj Gradec, Ljutomer in Šiško, vse so z blazin odpravili z rezultatom 6-1. Žal pa so izgubili še en dvoboj in to z lanskimi prvaki ekipo Bežigrada, 4-3 je bilo. Odločilni dvoboj so Impoljčani izgubili v kategoriji do 90 kg, ko je po zlati točki Vidmar premagal Vučino. Vedel sem, on je državni prvak, vseeno tudi v moji kategoriji, čeprav sem zdaj nastopil 90, tako on, ampak pač manjkalo je malo koncentracije in mislim, da to je bil glavni razlog za poraz. Proti Ljubljančanom so za Impol zmagali Dragič, Juk in Štarkel, ki je z dobro dnevno formo porazil vse nasprotnike, ter tako prispeval levji delež k osvojitvi naslova državnih podprvakov. Ja, drugo mesto, prvo bi pa bi rad čestito, verjetno so se stepli. Laj bili prvi, a škoda, mogoče tudi malo sreče na koncu, tudi nekaj poškodba bila vmes že prvo borbo. Ampak ja, tudi drugo mesto je super rezultat. Zdaj pa naprej, pa drugo leto na prvo mesto. Za judoistom Impola Vitom Dragičem je uspešna tekmovalna sezona v letu 2022. Krona, pika na i njegovega dosežka, pa naslov sredozemskega prvaka. Če se ozremo kar na začetek tistih tvojih letošnjih tekmovanj na tekme svetovnega pokala, kako je sam sedaj vidiš? Ja, v bistvu s tem, ko sem želel lansko leto prenehati, sem v bistvu nekako začel postopoma svetovni pokal. Bil prvi cilj, drugi cilj so potem bile mediteranske igre, tako da vse cilje, kar sem si zadal, sem jih izpolnil. Naknadno po mediteranskih igrah sem v bistvu sam pri sebi v glavi sem že imel Avstralijo, kjer sem tudi bil drugi. Sicer je bila želja biti prvi, ampak me tam Finec presenetil, pa je bil boljši. Tako da načeloma sem nekaj cilje izpolnil. Z ekipo smo si fej želeli, da bi v bistvu ta poslovilna tekma tudi bilo zlato mesto, ampak žal malo nesreče v športu in smo pristali na druge mesto.
V Oranu, v Alžiriji na sredozemskih igrah dejansko tisti tvoj največji dosežek, torej postal si prvak Sredozemlja. Kako si doživljal tiste trenutke? Ja, na samem tekmovanju je bilo meni v bistvu zelo težko. Pripravljal sem se zelo dobro, tako fizično, še bolj pa psihično. Ampak na samem tekmovanju mi je tudi moj sin zbolel, je bil v bolnici in v bistvu sem imel kar malo eno psihološko krizo dan oziroma 2 dni prej. Tako da sem v bistvu nekako, ko sem videl, da enostavno domov ne morem priti, pomagati, ne morem nič, sva se z Veroniko pogovarjala, pa sem rekel, lej, če ne drugam, pa prav vse je svit zlato za njega. Tiha želja je bilo zlato, ne morem reči, da sem bil čisti favorit, ampak izpolnil taktične borbe so bile z Gregem Brodom dovršene in sem izpolnil vse, kar sem mogel. Cilj pa je bilo tudi Evropsko prvenstvo, na katerem si nastopil. Kaj je tam zmanjkalo za boljši dosežek? Samo Evropsko prvenstvo v bistvu pri meni ni bil cilj, vsaj v moji glavi ne, ker sem vedel, da enostavno ne morem priti formo tako hitro. Tako da v bistvu je bil prvotni cilj Sarajevo, po Sarajevo pa mediteranske igre. Samo to dvoje sem jaz osebno imel v glavi, seveda rešil vse druge tekme glih tak, ampak če sam pri sebi veš, da nisi v formi, ne psihično, ne fizično, tudi rezultata ni. Razen, če se ti res dan poklopi, ampak žal za Evropsko sem vedel, da ne morem priti v formo. Treba bolj z glavo trenirati, starejši sem, poškodbe imam za sabo in enostavno je treba bolj pametno delati. Tako da sem si dal 2 cilja na začetku, prvo polletja, pol pa naprej. V katerem predalčku ciljev pa je bilo svetovno prvenstvo? V bistvu enako kot evropsko. Vedel sem, na svetovno seveda moraš iti, ker so velike pike, sploh če priješ prvo kolo skozi. Tam se mi je še nasmehnila sreča z Romunom, ki je zbolel za covidom in v bistvu ni nastopal, kar je meni priborilo zmago, tudi če ni nasprotnika po novih pravilih. Tudi organizacija letošnjega ekipnega državnega prvenstva na koncu na 2. mestu, ocena? Mladi so zmagali, ko je bilo treba. Danes sem jaz v bistvu izgubil z Branikom, z Nejom in je bilo to, lahko rečemo, tudi malo ključno. Tako da žal danes nisem izpolnil svoje vloge, so pa jo mlajši in upam, da bo naslednjo leto spet tak, če bom jaz v ekipi ali pa če bom motivator. Nogometaši Ketije, Impol Bistrice so se od svojih navijačev poslovili s porazom. V Slovenski Bistrici so izgubili z Biljami in to z 2-1. Jaz moram reči, da eden težjih porazov. Težjih porazov, to je v moji karieri redko kdaj vidiš. Da se zgodi ravno to, v bistvu, kaj celi čas opozarjamo, da je nasprotnik edino to nekako čakal na neko našo napako, ki jo mi nismo smeli narediti, ki je v bistvu totalno nepotrebna. Mi smo dobili praktično v 5 minutah, 85 minut praktično boljši nasprotnik, v 5 minutah se vse obrne in izgubiš tekmo, ki pa nekako problem za naprej, kajti spomladanski del je kratek, težke tekme, večinoma te močni nasprotniki doma, direktni konkurenti v gosteh, tako da bo težka borba, ki pa smo si jo lahko olajšali za to današnjo zmago. V 11. minuti je zveste navijače razveselil Niko Havelka za 1-0. To je bil tudi zadnji veseli trenutek za domače ljubitelje nogometa v športnem parku. Poglejmo poizkuse. Panič je poizkusil v 15. minuti, Bračko 15 minut kasneje. Čez minuto zopet Panič, še minuto zatem pa je poizkusil Havelka. Polčas je pripadel gostiteljem z 1-0. Ja, vedeli smo, da je ekipa Bilja močna, dobra ekipa, čvrsta, sploh na takem igrišču, kot smo ga imeli danes. Zagotovo si nismo želeli zaključiti sezone oziroma polovico sezone na tak način, kot smo danes to odigrali. Mislim pa vseeno, da smo na nek način pokazali dobro igro. Škoda samo za tistih 5-10 minut nezbranosti, da smo prejeli 2 zadetka in upam pač, da v naslednjem delu sezone to popravimo. Drugi polčas pa zgodba poraza gostiteljev. Za tega je poskrbel Jan Štrukelj, ki je za goste najprej zadel v 67. minuti.
2 minuti kasneje pa je ponovno izkoristil napako domače obrambe za svoj drugi gol na tekmi. Važna je bila potrpežljivost. Potrpežljivost, čakati na šanse, ker smo vedeli prej ali slej, da bo prišla ena šansa in ko smo si pridobili še eno šanso, nas je poneslo in pa smo dali še en gol. Zraven bolečega poraza so domači tekmo končali tudi z igralcem manj, kajti predčasno je moral pod prho Rok Rozman. Prvenstvo se bo nadaljevalo prihodnje leto 5. marca. V celoti vzeto pa so Bistričani kar dobro odigrali to polsezono. Z boljšim domačim izkupičkom pa bi lahko bili še višje. Vedno je lažje igrati pod domačimi gledalci in naši gledalci so vrhunski, navijajo, ampak prav ne steče nam mogoče malo preveč pritiska sem tja, ampak moramo popraviti drugi del sezone obvezno. Prihodnje leto pa bistriške nogometaše zraven prvenstvenih obračunov čaka še pokalna tekma. V Bistriškem športnem parku bodo 9. marca gostili prvoligaša Bravo. To je tekmovanje, v katerem se lahko zgodi marsikaj. Mi bomo tekmovali normalno, šli na zmago, probati dobiti to tekmo, čim dalje, koliko se da in v vsakem tekmovanju greš, želi si najboljše in mi bomo to probali doseči, ne glede na to, da je proti nam prvoligaš, ki pa sigurno je favorit.